Mama in sin, ki je temnopolt, sta preživljala prijetno sobotno popoldne. Šla sta po Titovem mostu, da bi si v mestu ogledala lučke. Ko naenkrat se vse spreobrne v eno nasilno dejanje, ko se je pripeljal mlajši moški na kolesu in se obrnil in od blizu poškropil sina v oči. Tudi jaz sem nekaj dobila v stran, na srečo ne v oči, ker si sploh ne predstavljam, kako bi v tem primeru sploh lahko naslavljali situacijo, ker naenkrat nobenega ni bilo zraven, da bi pomagal. V prvi vrsti mi je bilo najbolj pomembno njegova varnost, pa zdravniška oskrba. Bil je v veliki agoniji od bolečin, zatekla sta se v bližnji lokal, kjer mu je do prihoda reševalcev izpirala oči. Vse do danes se je zdravil v bolnišnici, terapije je moral prejemati na 2 uri. Odločila se je spregovoriti. Da ne molčim, da na glas spregovorim, ker se mi zdi, da z molkom samo normaliziramo ta dejanja, ki so tudi rasistična, diskriminatorna. Sin okreva, se počuti bolje, tudi se zaveda, da nekega to dejanje ne določa pa vsekakor našo družbo, kako bo reagirala. Sama je tudi avtorica projekta Afroskop, kjer se ukvarjajo z rasno socializacijo in naslavljajo potrebe medrasnih družin. Napad na otroka in njegovo mamo je ostro obsodila tudi predsednica države. Kot je med drugim zapisala, moramo biti posebej pozorni na dejanja, ki kažejo na elemente rasnega ali etničnega sovraštva, kajti za rasizem in sovraštvo ni prostora v naši družbi, in še, da pričakuje, da bodo pristojni organi dogodek, pa tudi navedbe o drugih podobnih napadih temeljito raziskali. Napad je pretresel tudi Društvo Afričanov v Mariboru. V prazničnem času, ko mi odrasli poskusimo dati srečo otroku ne glede na barva kože, da imamo fizični napad na otrok, to ni sprejemljivo, to je ni normalno in da to se dogaja tukaj v Mariboru, kjer smo zelo integrirani, pa kjer tudi imamo dosti podporo od vse prijatelji, od vse druge družbe, da to se dogaja tu, to je zelo čudno za nas.